Portal 100. Intervju. Ljubitelice in ljubitelji intervjujev, dobrodošli, to je Portal 100.si, vi pa spremljate Portal 100 intervju. Moje ime je Miha in v vsakem intervjuju bom gostil drugega gosta. Saj se sliši čudno, gostil gosta, ampak tako je, drugače ne gre. In danes z mano je že prvi gost v prvi epizodi prve sezone, bomo tako rekli. Danes je 15. oktober. In obeležujemo prav poseben dan, Mednarodni dan bele palice. To je pripomoček, ki ga uporabljajo slepi in slabovidni, da so lahko bolj samostojni. Bela palica je bila kot Mednarodni dan bele palice je bil razglašen leta 1970 in ga je razglasila Mednarodna zveza slepih. Več o tem nam bo pa povedal Miha Jakopin, predsednik kulturno-prosvetno-športno in rekreativnega društva slepih slabovidnih Karel Jeraj. Mislim, da sem prav povedal, če se ne motim. Pravilno. Ja, hvala. Več o tem nam bo v bistvu on povedal, pa ne samo o beli palci, nekaj besed še o društvu, pa tudi o njihovem zelo zanimivem projektu, ki so ga izvajali v preteklih 4 letih, oziroma še letos seveda, se pravi od leta 2019 do 2023. In bomo imeli čisto en tak sproščen pogovor, da nam pove nekaj več o tem. Miha, zdravo! Lep pozdrav! Isto je ime tebi in meni, tako da, ja, evo. Ja, drži, pa oba dva uporabljava belo palico. Tako, v bistvu sva oba dva v istem zosu, bi se temu rekli. Tako. Daj mi mogoče za začetek povej, kaj te pomeni sploh bela palica, kad ti to omenim. Ja, rekli bomo tako, ne, bela palica je za slepe v bistvu tisti pripomoček, ki ga skoraj rabimo vsak dan, to je naš ali pa naša spremljevalka, z njo smo samostojni, nas spremlja po vseh poteh in nam kaže vse ovire, ki so na cesti, od drobnikov do raznih panojev in korit za rože in tako naprej. Ja, sej, boljš ne bi mogel povedati, tako da jaz nimam kaj dodati, ne. In v bistvu, kar so sami beli palci, ne morava kaj dosti pomeniti, pa mislim, da lahko tudi ljudje pogledajo na internet, kako dejansko se to uporablja. Bi mi dva danes izkoristila nekaj besed, se pravi, kot sem že prej rekel, da nam poveš nekaj več o društvu, katerega si ti predsednik, mogoče par besed, s čim se to društvo kaj ukvarja, kakšne imate kaj aktivnosti, pa v bistvu bova povedala par besed o vašem velikem projektu, ki ga izvajate. No, najprej, ja, naše društvo je bilo ustanovljeno leta 1957, se imenuje po gospodu Karlu Jeraju, on je bil skladatelj, violinist in predvsem učitelj glasbe slepih in slabovidnih. Ukvarjamo se pač v bistvu, najprej bom rekel tako, ne, v tem našem društvu, ki deluje na kako bi rekel, celotnem območju Slovenije. Tako, ne? Ja, tako, no. Združuje slepe in slabovidne, nekako dejavnosti so pač povezane z našim imenom, kultura, šport, rekreacija. Se pravi, dolg čas vam ni, no? Ne, dolg čas nam ni, šahisti so aktivni, keglači so aktivni, tako da res dvakrat na teden, ponedeljek, četrtek, enkrat namizni tenis za slepe, to je prav posebna igra, tako, pa govoreči pikado, tako da prihajajo slepi in slabovidni, se družijo in to je to. Pa so pa še razni tečaji, delavnice, ekskurzije, tako da res nam ni dolg čas. No, preden pa greva na tale vaš velik projekt, ki ste ga izvajali v zadnjih 4 letih, pa naj še spomnim, da lahko seveda se nam pridružite na Portal 100.si, da greste na naš Facebook in Instagram profil, kjer nas lahko spremljate, pa vabljeni tudi v našo Discord skupino. Vse povezave dobite na Portal 100.si.
Zdaj pa me zanima, no, v bistvu v tem projektu Slepi slabovidni po slovenski planinski poti. V bistvu to je ena velika stvar, no, ki ste jo skupaj z Planinsko zvezo Slovenije izpeljali v zadnjih približno 4 letih, če se ne motim, ne? Ja, no, bilo je 3 leta pa pol, pa mogoče bi pol leta bilo prej, sej veste, da nas je korona malo ustavila. Ja, začel se je v bistvu s predlogom ene naše članice Sabine, da bi prehodili to pot, slovensko planinsko pot. To je bil predlog v letu 19. No, leta 20 smo pa že z 8. februarjem na Pohorju vtisnili prvi žig. Tako da letos v septembru je bil pa na Debelem rtiču vtisnen pa zadnji žig. Zakaj slepi slabovidni v planine? Ja, dobro vprašanje, ne. Jaz bom rekel tako, ne. Sej ni bistvo samo pogled iz gora v dolino, ampak rečemo, slepi in slabovidni imamo radi glih tako gibanje, radi hodimo v naravo, narediš nekaj zase, za svoje telo, za zdravje, tako da rečemo, gore začutimo na drugačen način. To pomeni, hodiš po vlažnem gozdu, ga vonjaš, hodiš čez travnike, je spet drugi von. Konec koncev pa smo imeli svoje spremljevalce, ki so nam posodili, rečemo, oči in tudi znali opisati kakšno sliko v naravi, no, bom tako rekel. Pa me v bistvu zanima tudi to, kako ste se pa kaj na te pohode sploh pripravljali, ne? Ker glede na to, da greš kam v višje hribe, rabiš imeti tudi posebno opremo, ne? Najbrž tudi pri vas ni bila izjema, ste mogli biti pač opremljeni, ne? Isto, ja, isto. Najprej bom rekel, da je bilo nabiranje kondicije po nižjih hribih oziroma vrhovih, ne vem, tisto do 1000 metrov, potem pač sledijo tudi daljše ture, sicer ne še v visoko gorje, ampak tisto, ko moraš pa biti 5-6 ur kar skoncentriran na poti. Jasno, imeli smo pa tudi vso opremo za visoko gorje, tako da tukaj mislim, da res ni bilo težav, niti ni bilo nekih nevarnih trenutkov, da bi kdo imel težave s samo hojo. Tudi naši spremljalci so pa tisti, ki so poskrbeli za nas in nas res varno vozili čez vse ovire. V bistvu naloga spremljevalcev, čeprav zastopam, je bila to, da so vam pomagali priti do vrha, se pravi, da so vas opozarjali na razne ovire in tako v bistvu, da recimo tegamo, da vas pripeljejo od točke A do točke B varno. Tako je, ne. Je pa res, da vsak ima nek svoj način spremljanja, ne, oziroma tudi slepi imamo, en se drži za ruzak, en se drži za komolc, en za palico, tako da to se pač zmeniš s svojim spremljevalcem takrat, ko pač štart, a ne. Kakšno je pa bilo kaj zanimanje za to? Rečemo, v teh letih nas je bilo kar precej slepih in slabovidnih na pohodih. Zdaj moram reči tako, ne, marsikdo se je odločil za tiste lažje ture, za prav visokogorje nas je bilo mogoče kakšen manj, ampak še zmeri precej, a ne. Ker to pohodništvo in planinstvo je med slepimi, kar moram reči, priljubljeno. Že v lanskem letu smo praznovali 60-letnico prvega organiziranega vzpona slepih in slabovidnih na Triglav in to so bili naši člani, kar pomeni, da nadaljujemo s to tradicijo. Saj smo tudi mi letos osvojili Triglav in res bili srečni. Naslednje vprašanje, v bistvu ta naslednja tema, na kratko, no. Prišli ste na najvišji vrh v Sloveniji, Triglav. Kakšni so bili občutki gor, no, ko dejansko si lahko rekel, lej, to je to? Ja, bom rekel, da to je en tisti poseben trenutek, čeprav si kdo misli na Triglav, božja pot, ne, ampak le rabiš ene energije, da prideš do vrha. Sej najprej treba priti, ne vem, mi smo prišli najprej do Planike, potem pa nadaljevali pot na Triglav.
Pa se ti zdi, da je bil ta vzpon na Triglav najbolj zahteven od vseh? Jaz bom rekel tako, ne, najbolj zahteven ni, ampak je pa tisti, ki je pač po času, mogoče je bilo treba biti malo bolj skoncentriran, malo več ura. Ne, tako da najprej nas je pot vodila do Planike, to je že pa tistih 5-6 ur, plus 2 na Triglav, 8 ur hoje, je treba biti kar skoncentriran. Tako da bom rekel, da zame mogoče je bil Storžič bolj zahteven, prvič je malo manj zavarovan kot Triglav. Zdaj v bistvu, vi ste s slovensko planinsko potjo zaključili 23. septembra, če se ne motim, ste imeli zaključek na Debelem rtiču. Drži. Ker je bil tudi zadnji pohod. Bila prireditev takrat organizirana. Kako se vam je zdelo, ko ste v bistvu to kot celota, kot ekipa, ne kot ti, ampak kot ekipa, ali pa tudi kot osebno, kako se tebi zdi, ko si to prehodil pa to osvojil? Ja, je posebno zadovoljstvo, ko veš, kaj si naredil, da si 3 leta res dal nekaj od sebe, drugače bi mogoče bili doma na kavču, tako pa res smo bili ekipa, ki smo se podpirali na poti, en z drugim smo bili, tako da res tukaj vsak je bil vesel za vsakega, ki je zmogel, marsikakšen vrh, se pravi, kakšen je bil celo prvič, sploh na 2000, kaj šele na Triglavu. Ta prireditev je dala pa res piko na i, prav slavnostna zadeva. Tako da praznovali smo 70-letnico slovenske planinske poti in 130-letnico Planinske zveze, tako da nam je bilo res super in res vsi veseli, da smo zmogli, dokazali sebi in drugim, da slepi in slabovidni lahko zmoremo s pomočjo marsikaj. Boste nadaljevali s pohodi? Ja, v bistvu ta september je v bistvu zdaj za nami, ampak smo imeli že potem 2 pohoda, tako da so še ene stvari, ki jih želimo nadaljevati, tudi razširjena verzija te poti, tako da imamo še nekaj žigov, potem je pa v bistvu v planu tudi evropska pešpot, da prehodimo E6, E7 oziroma E12, tako da mislim, da nam ne bo dolg čas. Naj pa še v to omenim, ko smo glih pri teh pohodih, kar se tiče naše družbe, bili smo res super družba, veseli, na vsakem vrhu smo tudi zapeli našo himno, ki je pač... naj povem, da sta vidva izdala himno, tako da jo bomo tudi spustili na koncu, da jo lahko poslušajo, en tak kratek delček bom na koncu dal noter, seveda pa imate na YouTubeu, pa lahko celo pesem poslušate, Ja, bom rekel, prvič je ratala himna, ki smo jo z mojo ženo Simono posnela, je res prijela se je med vsemi. Zdaj na koncu sva pa še naredila eno zahvalno pesem, pa za naše spremljevalce, ki v bistvu se jim ob tem trenutku res zahvaljujem za njihov čas, ker to so pač res prostovoljci in nas varno pripeljali preko vseh ovir na cilj. Ja, boljš ne bi mogel zaključiti, tako da hvala ti, da si bil kot prvi gost v tem intervjuju, tako da jaz vam želim še več takih podvigov, pa da vam seveda uspe. Tudi meni pač je bilo to všeč. Hvala tebi za vabilo. Hvala. Pa še naslišanje do prihodnjič. Tako, lep pozdrav. Lep pozdrav. Za nas ni nikjer prav nobenih ovir, je naš odločen korak, cilj lahko doseže vsak. Veselje in smeh sta na naših poteh, mi zmoremo prav vse, saj nas trdna volja je. Za nas ni nikjer prav nobenih ovir, je naš odločen korak, cilj lahko doseže vsak.
Za nas ni nikjer prav nobenih ovir. Je naš odločen korak, cilj lahko doseže vsak.